Da vidim, če se še kdo priklop. No, čakam na prve udeležence videa. Če ne bom pa jaz kar začela, pa si boste pol kasneje tale video pogledali. In sicer danes smo tukaj, ker je Plastic Free July v polnem teku. Tako da glede na to, da je pač mesec z manj odpadki, ko poudarjam tudi jaz, pa mnogo drugih, kako lahko zmanjšamo količino zavrženih odpadkov, sem rekla, danes bom eno stvar izpostavila, da lahko pač vprašate karkoli želite, tako da tule gledam vprašanja, če ima kdo kakršnokoli vprašanje. Druga stvar pa je ta top nagrada, ki jo omenjam, ker vsak teden sem se odločila, da vam bom podarila nekaj v sodelovanju seveda z drugimi podjetji. Recimo podarili smo že 10x po 2 vrečki za večkratno uporabo za nakupovanje sadja in zelenjave. In sicer je to prispeval Lidl. Zdaj imamo pa že naslednjo in drugo nagrado, ki je res ena fajn nagrada, res ena izmed boljših. Tako da v bistvu bom tole kar pokazala. To je res ena velika stvar, meni se zdela kar pač res ena ogromna stvar, ki se jo je odločil podariti podjetje Dante Smile. In kot vedno jaz res rada poudarjam ljudi za temi podjetji. To je manjše podjetje, ni tako veliko podjetje, da bi bilo pač povsod možno dobiti njihove stvari, ampak res eno tako prijetno ozadje, res luštna zgodba. In Jasmina, ki je v bistvu začela s to celotno zgodbo Dante Smile, je v svoje ime podjetja dodala ime Dante in to je ime njenega sina. In Smile pa zato, ker pač želi lepo prihodnost, ne samo za svojega sina, ampak za vse otroke, ki so pač tukaj za njihovo prihodnost. Tako da v bistvu tole je nagrada, cel box zero waste izdelkov, ki ga bo poslala Jasmina nekomu od vas. In jaz bom danes pokazala, kaj tukaj noter je. Predstavila bom te izdelke, ker marsikdo pač ne ve za kakšne stvari, zakaj se jih lahko uporablja. Tako da danes ti predstavim, kaj vse je v tem boxu, ki ga bo nekdo izmed vas zadev. Nagradna igra bo potekala en teden, nagrajenec je en. In hkrati bo pač možno pod tem videom, ko končam seveda, komentirati na nagradno vprašanje, ki ga postavim na koncu tega videa. Tako da spremlji, lahko že takoj komentiraš, drugače pa imaš čas do naslednje srede. O, živijo Jožica. Tako da, če imaš kakršnokoli vprašanje, ga napiš zdajle. Lahko tudi sam daš thumbs up, da vem, da pač dober video dela, da me slišite vsi, pač da vse dobro funkcionira. Tako da gremo kar na začetek. In sicer bom odprla, oziroma jaz sem že odprla, se vidiš tale box za zero waste življenje, oziroma za življenje z manj odpadki. In sicer zakaj? Zato, ker pač sem hotela to pred vami odpreti. Jaz sem sicer imela malo že idejo, kaj v tem boxu je, ampak tukaj smo trenutno v enih izmed slovenskih toplic in smo pozabili eno zobno ščetko. Tako da zobno ščetko smo pol ven vzeli, ker jo pač Simon je nujno rabil, tako da smo kar iz tega boxa ven vzeli. Tako da evo, zdaj ti bom pokazala, kaj bo en izmed vas zadev, pač ta box celoten. Tako da gremo kar na začetek. In sicer, kot sem že omenila, je notri zobna ščetka. Mi smo evo že odprli, tole je. Tole je ovita kot zobne ščetke. Tole je pa bambusova zobna ščetka, ki jo najdeš noter in potem mi gor napišemo ime od nekoga. Zdajle Simon še ni napisal, drugače bi tle napisal Simon, lahko jo na rdeče pobarvate, zeleno, modro, kakorkoli že. Mi otrokoma tudi napišemo, oziroma sama napišeta, ker pač starejši že zna, mojster že zna pisati, tako da on napiše svoje ime gor in potem vsi v družini veste, katera zobna ščetka je čigava. Tako da v bistvu tukaj lahko napišete ime, drugače so pa zobne ščetke različne barve. Tale je mavrična, res je luštna za tiste, ki pač imate otroke, ker so pač res, otroci so še raj si ščetkajo zobe. Imajo pa tudi zelene, rumene, modre, v glavnem različne barve so, no? Tako da to je ta prva stvar v tem paketu. Pa gremo kar naprej. Ok, tole je pač za lažji začetek nek opis, kaj vse noter je, ampak jaz te izdelke že uporabljam, tako da vem,
zakaj se jih uporablja, tako da ti bo pač enostavneje, če ti jaz kar razložim. Noter so vrečke, bombažne vrečke iz ekološkega bombaža in sicer 3 kosi. To so te vrečke, ki jih jaz večkrat pokažem, se pravi, tole so tele redko tkane, bi tako lahko rekla. Noter lahko daš čičeriko, noter lahko daš tudi kruh, noter daš lahko sadje, zelenjavo, to je itak že ena taka osnova, ki mislim, da zdaj že vsi obvladamo. Da so res velike, takole, lej, če si predstavljaš mojo glavo pa vrečko, res je velika, takole se zapre, nima nič dodatnih tistih plastičnih delov, ki bi vrečko še bolj naredili težko, tako da je res priročna. Eni jo uporabljajo še za torbico, ker pač lahko daš takole na roko, lej, in jo imaš in sam greš nekam. Tele vreče so res zelo, zelo uporabne. In ja, povsod je Dante Smile. Tako da res, to je ena taka fajn kolekcija vseh izdelkov. Tako da gremo naprej. Če že kakšen izdelek poznaš, mi povej, mogoče svojo izkušnjo deliš še z vsemi nami. Zdaj pogledam, če kdo kaj komentiral, zaenkrat ni nobenega komentarja, tako da, a vam je zaenkrat v redu, me slišite dobro? Kar napište mi, da da vem, kdo je tukaj, vidim, ampak drugače pa, če se dobro sliš, mi pa kar povejte, oziroma če se slučajno kaj slabš sliš, mi kar povejte. Ok, se pravi, naslednja stvar je slamca. Slamco mogoče nekateri uporabljate, nekateri ne. Jaz jo v lokalih zavračam, večina zdaj že kar ve, da je ne da, ampak še vedno se kdaj zgodi, da pač dobimo slamco, pač razumem, gostinci hočejo biti ustrežljivi, da slamco, sploh če vidijo, da je otrok pri mizi. Toda tole je še ena izmed fajn zadev, kako se svet, taka mavrična je, odvisno kako jo obrnem. Tako da tole je slamca, ki jo dobiš v tem boksu. Tako da tole je ena varianta, drugače obstaja pa še ukrivljena. In to se je izkazalo pri nas zelo uporabno, kadar sta bila otroka bolna, ker pač sta ležala in smo jim dali lažje zapiti, da sta čim več tekočin dejansko spila. Tako da ja, slamca je res priročna, obstaja pol tudi ščetka, da se jo ščisti, tako da ni skrbi, drugače pa jaz vsakič preplaknem po uporabi z toplo ali vročo vodo in je to, kar se tiče čiščenja. Tako da gremo k naslednjemu izdelku. Evo. Tole je ena stvar, ki jo imam jaz vedno s sabo. To je v bistvu žlica in vilica v enem in kamorkoli greš, je res uporabno. Ali je to odprta kuhna, ali je to sejem, ali je to pač, da greš na izlet, nima veze, glavno, tole je res uporabna zadevca. Jaz sem drugače posodco vedno s sabo, zato ker pač itak hočeš od posodco in potem pač ti rabaš nekam, da ti dajo hrano, drugače dajo spet v neko plastiko. Jaz jim dam posodco in potem imam tole s sabo v torbi in samo enostavno pojemo. Zdaj, če so to tekoče stvari oziroma sladoledi, ne vem kaj, s tem ješ, če ne pa pač seveda uporabiš vilico. Tako da vse v enem je res ena fajn izbira, pa sploh se mi zdi za otroke to tako zabaven, ker vidijo, wow, vse je v enem pa uporabno, tako da, the best. Pa to je spet iz lesa, tako da spet en tak razgradljiv organski material, ki lahko razpade na kompostu. Tako da ja, recimo slamca je iz kovine, kar je spet boljš kot neka plastika ali pa karkoli, obstajajo tudi bambusove slamce. Tole je iz lesa, ščetka sem pa pozabila povedati, pa v bistvu to je tale bambusov del, ščetine se pa samo ven potegnajo, ko jo nehaš uporabljati, se pravi, ko je že pač toliko dotrajana, da je ne moreš več uporabljati in potem jih daš posebej med mešane odpadke, medtem ko tale del daš na kompost oziroma lahko uporabiš tudi za označevalce na vrtu, karkoli dejansko, pač res je večkrat uporabna zadeva. In pa, kar je meni zelo pomembno, razgradljiva. Ok, gremo na naslednjo zadevco, tole. Mogoče kdo ve, kaj tole je. Parkrat sem že omenjala po vseh mojih kanalih, tako da to je res ena fajn zadeva, ki jo lahko vzgojiš doma na svojem vrtu. In je uporabna ne samo v kuhinji, ampak tudi v kopalnici. Tako da evo, nekaj namigov že imate, da vidim, če bo kdo zdaj tukaj, da bo odgovoril. Tole je v bistvu nekaj tazga, ki imam jaz zdaj že nekaj časa, vsaj pol leta v kuhinji. In sicer za pomivanje posode. Tako da to je lufa buča, takole ti pokažem od blizu. Se prav vidi, da so bila tle noter semena in smo jih dali, oziroma jih je dala Jasmina ven, ker ona ima prav prvi nasad v Sloveniji z lufa bučami,
kar pomeni pač, da je to lokalno pridelano. In te buče v bistvu ona pol posuši, to pač ona ve cel sistem, jaz jih letos prvič vzgajam in so buče že take, tako da sem že res ful vesela, kaj se bo zgodilo. In v bistvu pač moraš semena nekako ven dobiti, posušiti to bučo, pustiti jo seveda prej, da dozori, ne vem, mora rjava ratati ali ne, to ti bom še povedala, sprot drugače pa to Jasmina res v nulo ve. Tako da to je tale zadevca in tole lahko uporabljaš. To se samo v bistvu zmoč na milu kot navadna goba, lahko pa pač večjo varianto uporabljaš tudi, se pravi, takole pride za nego telesa, se pravi pod tušo, no, za umivanje telesa. Tako da to je res ena fajn zadevca in zraven v tem boksu, čeprav tukaj zdaj ne bom pokazala, dobiš še semena lufa buč. Tako da v bistvu tisti, ki želite, lahko vzgojite svoje lufice, svoje lufa buče in jih boste pol pač imeli za recimo pač za karkoli, za pomivanje posode, za nego telesa, karkoli. Ok, gremo naprej. Folija za živila za ponovno uporabo iz čebeljega voska. Ne vem, koliko vas tole pozna. Jaz sem to vseeno odprla, zato da vam pokažem. Sicer imamo tam že odprto, ampak je noter lubenica zavita, kar je res enkratno, ker lubenica je pač enkrat, ko jo odrežeš, jo moraš nekako zaščititi. Recimo tudi kakšen jabolk, kdaj, če se ne pojel, pa kakšno drugo sadje, ne vem, ananas, karkoli jeste. V glavnem takole daš narazen, tole folijo. Tata mi rekel nesrama. A res? Pa si nisi. Ti si tudi nesrama. Nista nesramna. Kaj pa je? Zmotil sem se. Se je zmotil? Ti ga daš še mečken igrati? Na bazenu bi šel. Bomo šli na bazen, ja. Smo v termah, moramo iti na bazen. Tako da evo, tole je tale povoskana čebelja folija. To je v bistvu bombaž, tkanina, ki je prevlečena z voskom in pa smolo. To tudi Jasmina vse tle dela v Sloveniji, spet lokalno pridelano. Tako da ona je tudi narisala ves ta vzorček, se pravi te čebelice, rožice in vse. Tako da to je to, se pravi, noter lahko zavijaš jabolko, kakršnokoli sadje. Jaz sem še večjo varianto, ker to je pač manjša folija, obstaja pa še res takole velika in jaz noter dam tudi kruh, sendviče, idealno za sendviče zavit. Tako da brez tele folije pač jaz že res si ne predstavljam, da bi kam šli, zato ker je res uporabna. Tako da dobiš jo v temle ovitku, tako da zdaj dajem tole kar nazaj. Tako da še en slovenski produkt in še nekaj, kar je lokalno pridelano. Tako da zdaj pa nadaljujem z naslednjim izdelkom. To je pa swaddle. Ne vem, če si že kdaj slišala oziroma slišal, kaj je swaddle. Mogoče tisti, ki ste povijali otroke. Da gre malo nazaj. Tole. To je tako kot tetra plenička. Načeloma je to večnamensko. Lahko uporabljaš za povijanje otroka. Lahko je to pralna podloga za previjanje otrok. Lahko pač samo zaviješ otroka, da jih stisneš, se pravi, kot dejansko, ki se imenuje swaddle, da ga stisneš, da on lažje zaspi. Drugače pa mi to uporabljamo tudi za ohranjanje svežine, recimo solate, drugih živil, vse to lepo noter zaviješ, zmočaš. In če ste gledali moj video, kako ohranjati solato čim dlje svežo, je ena varianta časopis, ampak tale varianta je pa še boljša, ker včasih se pri časopisu zgodi, da se črke pač tisto črnino nalep na zelenjavo, tako da tukaj se to ne bo zgodilo, ker pač, če pogledaš, evo, če ti pokažem od bližji, to je pač tkanina, tako da dejansko je res luštna zadevca. Tako da tole je swaddle in to je še ena zadeva, ki pride v boksu za lažji začetek življenja z manj odpadki. Tako da tole, evo, še zložim. Zdaj me pa zanima, če ima še kdo kakšno vprašanje. Glede na to, da je Plastic Free July, ste mogoče že kakšni začeli z življenjem z manj odpadki in pač mogoče uvedli kakšen korak, da bo teh odpadkov manj. Tako da, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, ga lahko seveda zdajle zastavi. Drugač bom pa jaz še povedala, kakšno je nagradno vprašanje. Zato, da vidimo, da boste izvedeli tisto stvar, ki je zdaj se mi zdi najbolj zanimiva, ker tale paketek je res top, ne morem si predstavljati boljše ideje, boljšega darila za tiste, ki začenjate življenje z manj odpadki.
Sicer zato, ker tlele imaš res v paketu ogromno enih stvari. Tako da ja. Vaša vprašanja so zdajle čist na mestu, da lahko kdo še kaj postavi. Evo, tole so še tele vrečke. Dobite pa kar 3, no, tako da jih je res veliko. Za začetek za sadje in zelenjavo je to res veliko. Potem jih pa, to sem pozabila povedati, samo preplakneš, opereš. Če pač niso umazani, sploh ne rabiš preplakati in jih pač uporabiš spet naslednjič. Če greš na tržnico, jih lahko opomniš, da odštejejo taro, tle 30 gramov. Ni treba, pač vrečka res ni toliko težka, ampak vseeno pač, če imate to možnost, drugače pa jaz v trgovinah označim tam tipko, uporabljam svojo vrečko, oziroma sadje ali pa zelenjavo sekam tako pač posebej in dam potem v vrečko, tako da se teh težjih 30 gramov tudi da res fajn izogniti. Tako da evo, če ima kdo še kakšno vprašanje. Tako da naslednja stvar pa je, se pravi tale Zero Waste Box bo za nekoga ena taka fajn popestritev, zato ker pač vem, da veliko se vas je tudi zdaj odločili, da boste živeli z manj odpadki, ker ste mi napisali. Tako da v bistvu poleg teh vseh izdelkov boste dobili še semena Lufa buč in te buče boste lahko sami vzgojili, seveda če spremljaš moje objave, pač boš zvedela oziroma zvedel naslednjo sezono, kdaj to posejati, ne jih zdaj sejati, ker smo pač prepozni za to, ker buče smo že posadili in zdaj že rastejo plodovi oziroma nekaterim bojo zdaj plodovi zrasli, tako da ne jih letos sejati. Jih pa lahko si zapišete v koledar, no, da okoli marca, aprila se pripravite, da jih boste posejali. Tako da v bistvu poleg tegale boksa, poleg tele škatle, res radodarne škatle, ker to je res ogromno enih stvari, od Dante Smilea dobite še semena. Tako da v bistvu to je to. Zdaj pa, da grem kar k nagradnemu vprašanju. In sicer, kaj uporabljaš za pomivanje posode? Se pravi, a je to kakšna gobica, tista navadna, ki pač tudi jaz sem jo še kakšne par let nazaj uporabljala oziroma še vedno jih uporabljam, če jih imam še kje doma, ker nekih še vedno je in seveda to uporabljamo dokler gre, dokler pač ne razpade. Itak uporabiš, dokler pač neko stvar imaš. Uporabljaš mogoče kaj drugega, krtačko, karkoli, lufa bučko. Tako da napiš mi v komentar do srede, naslednje srede, in sicer takrat bom jaz do srede zjutraj, do 8 zjutraj mora biti to zapisano pod tem videom. Se pravi, nagradno vprašanje je, kaj uporabljaš za pomivanje posode, lahko pa tudi napišeš, kaj bi uporabljala oziroma bi uporabljal za pomivanje posode. Ne pozabiti lajkati še Dante Smilea, ker Jasmina, ki stoji za tem podjetjem, je res radodarno ta box pripravlja za vse nas oziroma za nekoga izmed vas in se mi zdi, da pač manjša podjetja, ki se res trudijo, ne samo pač v tem času in nasplošno delovati na način, ki je pač planetu bolj prijazen, pač jih je malo je takih podjetij in želim pač, da se res taka podjetja tudi podpre. Tudi jaz Jasmino večkrat omenim, zato ker pač uporabljam njene izdelke in so me pač navdušili. Tako da lajkaj Dante Smile, pofollowaj Jasmino in pa odgovor na nagradno vprašanje, kaj uporabljaš za pomivanje posode. Tako da to je to. Zaenkrat ni nobenih vprašanj. Tako da, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi ga seveda lahko zastaviš tudi spodaj pod komentarji. Drugač, pa kot veš, se gledamo naslednjič. Uživi, čim več bo to zunaj, spoznavaj Slovenijo, spoznaj lokalne kraje in pojdi ven v naravo. Lahko tudi na vrt, lahko pa kamorkoli. Tako da, to je to. Uživi. Čau.